spoštovani gostje. Danes je 22. april, svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že 42 let. Začetki praznovanja Dneva Zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah posvečenih Dnevu Zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi. Dan Zemlje se po letu 1970 praznuje vsako leto. Število sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa narašča. Sodelujoče organizacije se med seboj povezujejo v posebno omrežje imenovane Earth Day Network. Tudi v občini Slovenske Konjice želimo ohraniti stik z naravo. In zato je z nami danes tudi župan, gospod Miran Gorinšek, ki bo malo kasneje ob pomoči otrok iz vrtca in nekaterih svojih sodelavcev že tradicionalno zasadil lipo, kar 7. po vrsti. Namen praznovanja tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, in je hkrati odlična priložnost za razmislek o tem, ali kot posamezniki dovolj storimo za naše okolje. Kaj bi v vsakdanjem življenju in naših navadah lahko spremenili, da bi pripomogli k čistejši zemlji? Veliko lahko storimo že z navidezno majhnimi dejanji. Za velike spremembe je namreč potrebnega le malo truda. In čeprav je navada železna srajca, je zavestna odločitev o okoljsko bolj odgovornem delovanju tista, ki bo prinesla boljše čase za ta naš planet. Aktivnosti ob svetovnem dnevu Zemlje so se na Konjiškem pričele že 10. aprila, ko je otroke v vrtcu obiskal rak in jim prikazal način izdelovanja trakov za ušesa iz njihovih premajhnih majčk, ki jih je v vrtec prinesel ravno na ta dan Zemlje. Otroci iz vrtca Slovenske Konjice so sodelovali tudi pri zasaditvi lipe ob Centru za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah in dogajanje popestrili še s krajšim kulturnim programom. Poleg predstavnikov občine Slovenske Konjice so pri tem projektu sodelovali še predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije z vodjem Bojanom Bračičem in Marko Cigler, predsednik krajevne skupnosti Konjiška vas.